Kljub temu, da moj avtodom lahko vozim z B kategorijo, je vozilo precej specifično. Zato preden se odpravimo na pot, je treba predvsem upoštevati njegovo višino, dolžino in pa širino. Za varno potovanje je zelo pomembna nastavitev sedeža in pa pravilna drža ter vrtenje volana. Ne samo voznik, tudi sopotnik in ostali v bivalnem prostoru morajo biti pripeti. Ne smemo pozabiti, da smo v lanskem letu beležili nadpovprečno število mrtvih zaradi neuporabe varnostnega pasu. Kljub temu, da vozilo lahko vozimo z B kategorijo, je treba upoštevati, da je izredno težko. Potem pa še tovor, ki ga vzamemo na samo pot, tako da lahko zelo hitro presežemo skupno maso 3,5 ton. Preden se odpravimo na pot, pa je ključno, da je tovor, ki ga vzamemo, dobro zavarovan. Predvsem težji predmeti sodijo na tla in seveda, da so dobro zavarovani in pripeti. No, preden gremo na pot, poskrbimo za samo varnost. Tovor v bivalnem prostoru zložimo v omarice zapremo in zaklenemo. Ob trku oziroma nekem manevru reševanja lahko ta tovor, ki je nezavarovan v bivalnem delu, z veliko hitrostjo in energijo leti po vozilu, kar ima za posledice lahko hude poškodbe. Ko smo pripravili notranjost oziroma poskrbeli za sam tovor, pregledamo vozilo z zunanje strani. Poskrbimo, da so vrata zaprta, potem seveda skladiščni del vrata zaprta in zaklenjena, okna, da so zaprta in zavarovana. Pred odhodom pa seveda imamo veliko pozornost tudi na vhodni stopnici. Novejši avtodomi imajo možnost avtomatskega zapiranja stopnice, ko vozilo odpelje oziroma damo sam kontakt. Vendar moramo biti pozorni, ker lahko pride do neke ovire, ki bi zadržala premik stopnice, kar bi za posledice med samo vožnjo imelo lahko hude poškodbe. Na sami poti moramo biti zelo pozorni na specifiko vozila, predvsem na njegovo višino, kar je treba upoštevati, ko se ustavljamo v nakupovalnih centrih, kjer imajo omejen dostop z višinskimi zapornicami. Potem, ko vozimo skozi gozd, parke, kjer parkiramo, moramo paziti seveda na veje, ki omejujejo vse skupaj. Največja razlika med osebnim avtomobilom in avtodomom je seveda dolžina avtodoma, kar je treba predvsem upoštevati pri manevriranju. Posebej moramo biti pozorni na zadnji del avtodoma, ki sega od zadnje osi. Daljši, ko je ta del, pri manevriranju, vijuganju je zasuk zadnjega dela večji, kar predstavlja lahko veliko nevarnost. Pri spuščanju poklancev navzdol je zelo pomembno, da razbremenimo zavore. Vozilo je precej težko in zavore so zaradi tega lahko zelo obremenjene. Pred samim spustom dajmo v nižjo prestavo, kontrolirajmo hitrost in zavirajmo s prestavami. Avtodom je bolj ranljiv zaradi svoje specifike, zato moramo biti med samo vožnjo res pozorni, da preprečujemo nevarne situacije. Pozorni pa moramo biti tudi na morebitne lastne predelave po nakupu, saj lahko te negativno vplivajo na samo varnost.